svečani maj, k Mariji v nadzemeljski raj. Svetlice dobrave si venčajo glave, raduje se polje in gaj, raduje se polje in gaj. Devici Mariji že vrsto let posvečamo mesec maj. Marija, pomočnica kristjanov, hoče označiti Marijo kot pomočnico in oporo celotnega občestva kristjanov vesoljne cerkve. God Marije, pomočnice kristjanov, je v bogoslužni koledar katoliške cerkve uvedel papež Pij VII, ko se je 24. maja leta 1814 iz ujetništva v Franciji vrnil v Rim in je to pripisoval Materi Božji, h kateri so se verni ljudje zatekali v zaupni molitvi. Kot pomočnico kristjanov pa so nebeško mater Marijo častili že davno prej. Na pomoč so jo klicali zlasti v hudih časih. Ko so muslimanski Turki grozili krščanski Evropi, je papež Pij V naročal vernikom, naj molijo rožni venec. Po zmagi krščanskega ladjevja v bitki pri Lepantu 7. oktobra 1571 je uvedel god rožnovenske Matere Božje, v lavretanske litanije pa je uvrstil sklik Pomoč kristjanov prosi za nas. Ob Marijinem naslovu Pomoč kristjanov takoj pomislimo na Baziliko Marije Pomagaj na Brezjah, ki je od leta 2000 narodno svetišče. Slovenija je posvečena z neštetimi belimi cerkvami, kapelami in križi, ki nam še danes govorijo, da še vedno živijo ljudje s krščanskimi koreninami. Številne cerkve so posvečene Mariji, Materi Božji. So znamenje, da smo Slovenci v svoji zgodovini želeli združiti svoje radosti z Marijinimi in svoje trpljenje z njenimi bolečinami. Sveti Janez Pavel II. Je leta 1996 obiskal Marijino svetišče na Brezjah. Njegove besede imajo pridih večnosti, saj so še danes aktualne. Takratnim mladim je rekel: dragi mladi, ozrite se na Marijo. Ona je odličen zgled poguma in upanja, ki ga ima, kdor veruje v Božjo besedo in jo sprejme v svoje življenje. Kakor Marija, tudi vi zaupajte v Gospoda. Če se boste naslonili nanj, ne boste razočarani. Korajža velja. Bodimo živ zgled tistih kreposti, ki žarijo v Gospodovi materi. Ona je naše veselje in upanje, saj je iz nje prišla luč sveta k nam. Naj Marija na nas obrne svoje usmiljene oči in nam pokaže Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa. Marija Pomagaj je navzoča vse povsod, kjer živijo Slovenci, tudi v naši slovenski hiši. Danes nam ni mogoče, da bi se zbrali ob njeni podobi, se pa lahko duhovno združimo, jo prosimo, naj kraljuje v naših srcih in iskreno molimo. Marija, ti si izrekla svoj dan, poslušala si Jezusa
in poznaš zven njegovega glasu in utrip njegovega srca. Ti zvezda danica, govori nam o njem in nam pripoveduj, kako si mu sledila na poti vere. Marija, ki si v Nazaretu živela z Jezusom, vtisni v naše življenje svoje občutke, svojo odprtost, svojo molčečnost, ki posluša Božjo besedo in jo resnično svobodni odločitvi uresničuje. Marija, pripoveduj nam o Jezusu, da bo iz naših oči odsevala svežina naše vere in bo vrnela srca vseh, ki nas srečujejo, kakor si ti storila z obiskom pri Elizaveti, ki se je v visoki starosti s teboj veselila daru novega življenja. Marija, Devica Magnificata, pomagaj nam, da bomo prinašalci veselja v svet in kakor pogani opogumi vse mlade ljudi, ki se razdajajo v dobro bratom, da bi delali le to, kar jim naroča Jezus. Marija, poglej na mlade ljudi, da bodo postali rodovitna tla cerkve. Prosi za to, da bi se Jezus, ki je umrl in vstal, v nas na novo rodil in nas preobrazil v noč polno luči, ki je prepojena z njim. Marija, Božja mati, ti nebeška vrata, pomagaj nam, da usmerimo svoj pogled navzgor. Radi bi gledali Jezusa, radi bi z njim govorili, radi bi vsem oznanjali njegovo ljubezen. Mesecu maju pravimo Marijin mesec. Naši predniki, starši ali stari starši, ko so prišli v to deželo, so si dali kot za namen ali cilj, da bi vsako drugo nedeljo v mesecu maju imeli romanje v Marijino svetišče v Lukan. A nažalost je že drugo leto, ki zaradi pandemije se ne moremo udeležiti in prositi našo nebeško mater ob tem svetišču, da bi se zahvalili za vse prejete dobrote in ji prosili za milosti, da bi ostali zvesti Kristusu do konca našega življenja. Marijino pomoč ali varstvo ali ljubezen potrebuje vsaki človek, posebno pa otroci in mladina. Ni čudno, da Marija kot dobra mati, kjerkoli se prikazuje ali na večjih mestih, se ravno mladim, otrokom, ker vidi, da jo najbolj potrebujejo. Mladina, ko pride v tista krizna leta ali v tiste življenjske preizkušnje, jo najbolj potrebuje, ko se začnejo spraševati za vero, za sakramente, svito mašo, svito obhajilo ali svito spoved. Tam ona stoji ob strani, da bi vsakemu, ki prosi, tudi pomagala. Zato smo na današnji dan, bolj rečeno mladina, naredili to srečanje, da bi z molitvijo, z prošnjami in izpetjem se zahvalili za vse prejete dobroti. Kot beremo tudi v oznanilu, namen tega dneva predvečer Marijinega praznika, da bi po družinah ali posamezno molili rožni venec, najprej postavili podobo rože ob podobi, gori sveča, da skupaj zmolimo, naj si bo to rožni venec ali petje litanije ali kakšno Marijino pesem. Tudi pač način, po katerem počastimo in prosimo za slovenski narod. A v teh okoliščinah ni samo za slovenski narod, moramo tudi prositi ravno v teh dneh tako hude krize zaradi te pandemije
za nas, ki smo tu rojeni, za argentinski narod. Naj bi ves svet ali celi svet prosil Marijo, da bi posredovala pri Bogu, da bi čim prej rešila človeštvo tega virusa. Zato kaj bolje kot ravno na ta dan in priprava na praznik, da bi vsi skupaj rekli: Marija, pomagaj, prosi za nas. See